Pri podstenah v Žlebiču je strašilo. Te podstene so bile v bistvu, narava jih je naredila tako, da so na eni strani skale, na drugi pa voda. Vmes teče cesta in je kot nekakšna soteska. V tej soteski, ko se je zvečerilo, je bilo tako mistično ozračje in razpoloženje. Ljudje so vedno govorili, da je tam strašilo. V bistvu pa je, če se spomniš, tam so 3 hiše. Bila pa je ena sama hiša. V to hišo se je naselil njen lastnik, mogoče 150 let nazaj, ki je do te hiše in bogatstva prišel z ubojem. To je pač ustno izročilo. Bil je potem bogat in je imel hišo tudi na drugi strani ceste. Ta gospodar je potem kultiviral vse okolje. Na desni strani ceste, zgoraj v skalovju, so bili pa njegovi hlapci in dekle. Imeli so majhne hišice pa vrtove okoli. Sicer so bili to kot nekakšni mlinarji, ampak je bilo zelo lepo urejeno v tistem času. Več ali manj pa je razpoloženje tega okolja ostajalo takšno, kakršno je. Mistično, skrivnostno in prežeto z nekimi grehi teh ljudi, ki so tam živeli. In je šel popotnik enkrat skozi to sotesko ob polnoči. Zasliši glasno glasbo in zagleda to hišo, v kateri je živel gospodar, ki je do premoženja prišel na nepošten način. Vsa okna razsvetljena, vidijo daleč, da se tam notri pleše, da so veseli, vsi oblečeni v krasne obleke, vsi razpoloženi, čudovito vzdušje. Jezus, kaj se pa tle dogaja? Ko je prišel bližje, se je ustavil in pogledal skozi okno. Kaj se tle dogaja? Kdo tu počne? Kdo je noter? Pred oknom pa je bila s hrbtom obrnjena stara ženska z dolgimi črnimi lasmi. In je gledal in gledal. Se veselijo, plešejo, pojejo. V tistem pa se ženska obrne, pa ga zagleda, pa z mačjo taco. Kremplji in mačja taca. V tistem vse ugasne, ljudje izginejo.